Pozdravljeni, mi danes začeli s predavanjem o kamninah vgrajenih v Ljubljano oziroma v ljubljanske stavbe. To vas moram razočarati. V prvem obvestilu je bilo napovedano, da bo poleg predavanja še sprehod po Ljubljani, ampak smo se odločili, da bi ta sprehod preložili. Je bil posebej, ker so obsežna predavanja, je boljš, pa da skrajšamo predavanja in potem na hitro tudi opravimo, ki so bile. Torej, pričakujte v prihodnosti napoved sprehoda po Ljubljani. No, zdaj bi na kratko predstavil današnjega predavatelja, dr. Matevža Novaka. Sodi med vodilne slovenske geologe srednje generacije. Njegovo raziskovalno delo obsega terenske raziskave in geološko kartiranje, biostratigrafijo, paleozoika, mikropaleontologijo, sedimentologijo, naravni kamen in geološko naravno dediščino. Obsega tudi interpretacijo paleookolij in rekonstrukcijo geološke zgodovine širšega prostora jugovzhodnih Alp in Dinaridov. Je znanstveni sodelavec na oddelku za regionalno geologijo Geološkega zavoda Slovenije, kjer je vodja raziskovalne skupine Temeljna geologija in vodja raziskovalnega programa Regionalna geologija. Je predsednik Slovenskega nacionalnega odbora Mednarodnega programa za geoznanost in geoparke, član Mednarodne delovne skupine za geoznanstveno terminologijo, pridruženi član 2 mednarodnih podkomisij za stratigrafijo karbona ter za dediščino naravnega kamna in član 2 strokovnih skupin Evropskega druženja geoloških zavodov za geološko kartiranje in modeliranje ter za geološko dediščino. Močno je zavzet za izobraževanje, interpretacijo geološke dediščine in popularizacijo geoloških znanosti kot predavatelj ter vodnik ekskurzij in izobraževanje za različne ciljne skupine. V zbirki Kobis ima sam in soavtorji več kot 400 zapisov, znanstvenih, strokovnih in poljubnih člankov, ki so pogosto citirani v mednarodni publicistiki. Sodeloval je pri pripravi več geoloških razstav, radijskih in televizijskih oddaj in šolskih geoloških zemljevidov. Je sourednik in soavtor 2 temeljnih preglednih geoloških monografij, Geologija Slovenije in Geološki atlas Slovenije, ter poljubnih publikacij 70 geoloških zanimivosti Slovenije ter geološki sprehod po Ljubljani, o katerem bomo danes več slišali. Od leta 2011 je član uredniškega odbora poljubno-znanstvene revije Proteus. Toliko na kratko, bi to prosim predavatelja. Dane položaje. Hvala lepa. Jaz se najprej najlepše zahvaljujem profesorju dr. Rinaju Pavšiču za povabilo, da vam danes predstavim nekaj, kar je prav v veselje mi, zaradi tega, ker se mi zdi, da ni prav veliko, ali pa prav veliko, kar se ne zgodi komu, da bi nekaj, s čemer se profesionalno ukvarja, pritegnilo toliko široko skupino laičnih navdušencev nad tem. Sploh, če je to geolog in sploh, če je to tematika, ki je pravzaprav mrtva, naravni kamen, popolnoma neaktualna tematika. In jaz bi vas danes v to popeljal, najprej pa tudi vsi lepo pozdravljeni, cenjeno občinstvo. Zdaj, mogoče po prvem razočaranju, da danes ne bo tega sprehoda po Ljubljani, da bi ga predstavili drugam. Jaz sem zdaj ta del, ki bi ga uspel videti, recimo v eni uri sprehoda, sem ga probal spraviti zdaj v to predstavitev, tako da ne boste veliko zamudili, razen malo hladnega zraka. Ampak predavanje je bolj primeren, se mi zdi
ta spodnji naslov. No, zato, ker samo sistematiko kamnin, ki se pojavljajo v Ljubljani, pa teh fosilov, sem predstavljal, mislim, da je bilo to 3 leta nazaj v Prirodoslovnem muzeju na enem predavanju, tako da sem se danes bolj usmeril v ta izjemen potencial, izobraževalni potencial izobraževane urbane geološke dediščine naravnega kamna v Ljubljani. In zdaj, tako čisto za uvod predstavil najprej svojo pot, kako se je to sploh začelo pri meni, ker jaz nisem se nikdar strokovno ukvarjal, to ni moja raziskovalna tema bila do zdaj. No, tudi se z naravnim kamnom ne ukvarjam na način, kot smo imeli na Geološkem zavodu včasih na oddelku za ekonomsko geologijo, smo imeli strokovnjaka, tudi dr. Jože Vesel, ki se je ukvarjal tudi z prospekcijo kamna, z ugotavljanjem lastnosti v napovedovanju zalog v kamnolomih. Jaz tega nisem nikdar počel. Moje zanimanje za naravni kamen je izključno iz tega vidika bolj izobraževalnega, pa kot neke vrste dediščina geološka. Takole se je pri meni začel, podedoval sem strokovno zapuščino profesor doktorja Stanka Busarja, ki je bil tudi moj mentor več let, in v njej je kar nekaj seržerjev bilo, diapozitivov, približno takole naslovljenih, Ljubljana kamen. In to sem malo pregledoval, začel me je zanimati in sem začel tudi po Ljubljani sam malo opazovati in raziskovati kamnine. In sem opazil recimo amonite v fasadnih ploščah, mestne hranilnice, tukaj na Miklošičevi zelo lepi primerki amonitev v fasadi iz kamnine, ki se imenuje Rosso Verona ali pa Amonitico Rosso iz doline Adige v Italiji. Potem ogromno je bilo polžev v Podpeškem apnencu, naprimer v mestni hiši. Tole je iz mestne hiše, pa v Nuku, tukaj vidite zamerilo, tole so stopnice v Nuku, ta polž je res ogromen. Potem recimo morski ježki in ostrige v podzidku deželne banke na Hribarjevem nabrežju, recimo morski ježek, mogoče komu neznana oblika, ker gre za te irregularne sploščene ali ploščate morske ježke. Približno taki so bili videti, tole je lupina ostrige namenjena in pa celo simbioze se najdejo, tako je tukaj ostrigana, prilepljena na lupino morskega ježka. To je v tem primeru gre za apnenski, da imenujemo litovski apnenc ali pa tudi litotamnijski apnenc iz Podsuseda, to je tukaj takoj čez mejo pri Zagrebu. No in potem seveda sem pregledal tudi vse publikacije, ki so mi bile dostopne, ker sem najdel poleg kar številnih monografij, predvsem avtorja profesor dr. Antona Ramovša, nekaj profesorja Busarja, pa tudi skupine, ki so se ukvarjali s tem, glavnem pod vodstvom dr. Jožeta Vesela. No, poleg tega je objavljenih tudi kar nekaj člankov v reviji Proteus, v škofjeloških razgledih in tako naprej, tako da loških razgledih. Tega je bilo kar nekaj in pa seveda potem sem poiskal pomoč specialistov za posamezne obdobja in vrste kamne. Tukaj na sliki je dr. Bogdan Jurkovšek, dr. Igor Rižnar je tole. No in če vidite nekoga, ki se tako čudno obnaša na ulicah, da bi se pogovarjal s tebrički, to je ponavadi geolog. No in tale slika se meni zdi zelo posrečena, namreč to so normalni ljudje, to je pa geolog. Sliko je narisal Uroš Prebru, poročilo o drugem posvetovanju o naravnem kamnu v Sloveniji in je objavljena v obvestilih Slovenskega geološkega društva. No, potem sem pa začel nekako malo bolj sistematično to popisovati in sem šel naprimer v ljubljansko mestno hišo in opazil tole, da tam lahko kar naštevaš kamnine, da se tam pojavlja Podpeški apnenc, ta je v glavnem ta temen, pa v stebrih, tudi stopnice,
Gliniškega apnenca je nekaj, recimo vodnjak, potem lipiška apnenca fiorito in imenito v teh svetlejših delih, potem še repenski apnenec, kuprivski apnenec, se pravi cela skupina kraških kamnov, kazenski, tudi hotaveljski, črni lesnovrtski apnenec, amoniti, korosov, škofjeloški konglomerat, slivenska preča, pohorski marmor, pohorski granodiorit in peračiški tip. Zdaj to vam verjetno ne geologom ne pove veliko, tudi ni bil moj namen, da bi zdaj vsakega od teh opisov. Gre samo za to, da vam prikažem, kakšna izjemna raznovrstnost kamnov je objavljena, je vidna samo v tem majhnem dvorišču, notranjem dvorišču, ki je odprt za javnost v mestni hiši. No, tudi med fosili je kar nekaj skupin, najdete 7 različnih skupin fosilov tudi tukaj, no, najbolj pogoste tudi teotipne školjke, v tem nekaj poznej, rudistne zastopane, zelo pogosto, polni, kamenonožci, modrozelene cepljivke in fosilni sledovi. Potem tudi nekaj geoloških struktur, to je bolj, in tekstur, to je bolj potem za poučevanje geologov, ali pa ker je to nekaj bolj zahtevna tema za laike. Ampak tudi tega je 8 različnih struktur in tekstur se da tam pokazati. Tako da sem ugotovil, da je že sam mestna hiša pravi mali geološki muzej. In zdaj, kaj je bil naslednji korak? Jaz, ko sem to ugotovil, sem s tem ugotovil tudi, da ima to Ljubljana je izjemen potencial, tako kot sem napisal v naslovu, tega naravnega kamna, ki se ga da uporabljati in v izobraževalne, tudi turistične namene, danes je kar popularna geoturizem. In ta preskok, ki se je meni zdel, da je manjkal, je bil v tem, da so vse monografije in članki so v glavnem opisovali eno vrsto kamna in kje se vse pojavlja. In tako, na ta način je zelo težko raziskovati ali pa nekomu prikazati. Jaz sem naredil potem nekaj, kar je bolj podobno nekemu vodniku po muzeju, se pravi, da sem na 17 opazovalnih točkah upisal kamen v 24 kulturnih spomenikih. In to je bila tale knjižica, ki smo jo izdali ob 70-letnici Geološkega zavoda skupaj z mestno občino Ljubljana, oni so to založili. No, tukaj so pa prikazani, tukaj so te opazovalne točke in so prikazani tiste najbolj zanimive kamnine, fosili ali pa te strukture v teh kamnih. Tako da, ta knjižica, moram reči, so jo zastonj delili najprej v infocentrih po Ljubljani, zelo hitro je pošlo prvih 800 izvodov, potem so jih še dvakrat ponatisnili, knjiga ga objavljena tudi v angleščini in nemščini, z malo manj izvodov, in zdaj oni so rekli, da se ne grejo več, da bodo to kar tiskali. In so nam predali Geološkemu zavodu te založniške pravice, da lahko mi z neko dopolnjeno vsebino to ponatisnemo. Zdaj, ker jaz imam samo še par izvodov, to je zdaj postala taka redkost, in tega zahvala dal profesor Gretanju. Predvsem zato, ker zaradi povabila in zato, ker je bil profesor tudi moj predavatelj na fakulteti in me učil paleontologijo, tako da del mojega znanja iz tega, ali velik del mojega znanja je prenos profesorja. No, tako da v tej knjižci je potem prikazano kar lepo bogatstvo naravnega kamna v Ljubljani, 21 vrst slovenskih in 10 vrst tujih naravnih kamnov, potem tudi vse 3 skupine kamnin so zastopane, tako sedimentne, magmatske, metamorfne, tudi kar velik starostni razpon, tukaj so prikazane slovenske na geološki časovni lestvici, pa še tuje kamnine, tudi 11 skupin fosilov in 2 tekenski strukturi. Zdaj moram povedati, da ta knjižica je bila narejena na način, da so predstavljene pravzaprav samo zunanje površine. Nismo šli predstavljati
notranjosti, sploh ne v stavb, ki so znano eminentne po uporabi naravnega kamna, kot je na primer parlament, notranjost, je tudi cel muzej ali pa ustavno sodišče, zavarovalnica Triglav, so eni taki zelo z naravnim kamnom bogati kulturni objekti ali pa. In smo se zelo omejili res samo na tisto, kar je dostopno vsem, na hitro. Tudi spustili smo recimo stavbo montanistike, to je tam, kjer se izvaja predavanja in študij geologije. Danes tudi ta stavba je izjemno bogata in smo jo potem, ta manjko smo naduhnadili potem z soavtorico Petro Prožic smo pripravili tudi predstavitev v več različnih načinih kamnin v tej stavbi. No in potem po izidu te knjižce smo naredili, to je bilo še vedno v priliki 70. obletnice Geološkega zavoda, to je točno pred 9 leti se je to dogajalo, smo pripravili dan geologije v Ljubljani, ker smo razporedili, povabili smo šole in gimnazije in vodili učence in profesor, pa tudi turistične vodnike, ali pa kdorkoli se je pač na to prijavil, zanimanje je bilo kar veliko. In od takrat naprej jaz nimam več nju, lahko rečem. To je bilo popolnoma nepričakovano zame in izjemno zanimanje, predvsem laične javnosti za to. Zdaj imam tako rekoč stalno vodene oglede za šole, različne strokovne skupine od arhitektov, konzervatorjev, potem turistične vodnike, različna društva pričajo me o mednarodnih simpozijih in sestankih ali pa projektnih sestankih mednarodnih, pokličejo, če bi tisto skupino peljal na ogled. In če vam povem, moj zadnji je bil skoraj točno pred enim mesecem, ko je bila v Ljubljani kongres Asmozija o uporabi naravnega kamna ali pa marmorja v antiki. Da imam pa naslednjega jutra ob 10. za srednjo gradbeno, geodetsko in okoljevarstveno šolo. Tako da res je, moj urnik je s tem kar precej zapolnen in poleg tega so se začeli zanimati za to tudi pol iz tiskanih medijev, radija in televizij, tako da je tega nastalo kar nekaj. In zame je bilo to res, kot sem začel to predavanje, izjemno presenečenje, ker se mi je zdelo res, da nekaj tako neaktualnega je težko tako zanimanje pričakovati, kot je naravni kamen v Ljubljani. No, zdaj, če predavanje zdaj nadaljujem s tem, to je bil tisti uvod, ki je bil mišljen pred našim ugledom Ljubljane, z nekaj tem, da je Ljubljana pravzaprav, lahko rečem, da ima kar nekaj sreče povezane z uporabo kamnov. In lepo izpostavim samo 3 mejnike, ki so s tem povezani, uporabo naravnega kamna. Prvi je seveda ta, da je zgodovina uporabe v Ljubljani zelo dolga, se pravi od 1. do 6. stoletja Rimljani so bili prvi, ki so začeli graditi iz kamna, torej ga začeli res uporabljati v velikih količinah in ohranjen imamo ta del tega mejnika, se ga da predstaviti tudi na ogledu, ker je ohranjen del rimskega zidu in tudi lepe obeleževalne table. Mogoče pa nekaj, česar kar ni toliko zelo znano, je pa to, da so Rimljani odkrili in začeli izkoriščati tudi že večino kamnolomov, ki so bili vir kamna tudi v poznejših časih. En del se je vmes prekinil, ampak pozneje spet reaktiviral in vidite, da je recimo škofjeloški apnenc, medvoški apnenc iz Grajskega griča, peščenjak so odkrili, moravški peščenjak, podpeški apnenc, potem iz Nabrežine že je kamen prihajal v Ljubljano, pa tudi iz pohorskega dela, pohorski marmor, pa iz Hudinje. Tako da res zelo so bili. Tukaj, to je iz razstave, ni naveden peračiški tuf, to je kamen z Gorenjske.
Tudi tega so že Rimljani začeli kopati, ampak na razstavi, to je zemljevid, je bil pripravljen za to razstavo Asmozija. Medtem ko ta dva kamnoloma, Drenov grič in Carrara, sta bila pa uporabljena potem pozneje z barokom začel prihajati kamen. No, potem drugi mejnik, ki mu lahko pripišemo veliko zaslug za uporabo kamna ali pa zelo najlepše izdelke iz kamna, je pa ta ustanovitev Akademije v Parasolum, ki združuje vse pomembne kranjske veljake, v glavnem znanstvenike, ki so v Ljubljano privabljali tudi tuje stavbarje, kiparje in v renesančno podobo mesta je takrat popolnoma prekril barok in meščanske hiše so dobivale razkošna pročelja, predvsem iz naravnega kamna, tudi notranjščine krasijo, arkadna dvorišča, te stebriščna dvorišča in stopnišča, vse v naravnem kamnu in v baročnem slogu se zidajo oziroma prenovijo tudi večino cerkva. Zdaj, ta okus nekomu je baročen stil všeč, drugim malo manj, ampak lahko rečemo, da pa, kar se tiče kamna in oblikovanj kamna, je pa gotovo to ena velika pridobitev za Ljubljano. No, akademija je bila ustanovljena v tej stavbi pri Pogačarjevem trgu in na tej južni strani je vhod v ljubljansko semenišče, ga krasi ta eden, po mojem okusu, najlepših portalov baročnih iz naravnega kamna, iz lesno-brdskega apnenca črnega. Nekateri ta apnenc imenujejo tudi apnenc Drenovega griča, namreč na lesnem brdu deluje več kamnolomov, en višje je imečkan mlajši kamnolom pisanega ali pa rožnatega lesno-brdskega apnenca, medtem ko spodaj pri Drenovem griču je pa ta črn apnenc Drenovega griča. Tako da tudi za ta mejnik imamo torej nekakšen obeležje v naravnem kamnu. Še to bi omenil, večina teh portalov baročnih je bilo izdelane v kamnoseški delavnici Luke Misleja. On je bil res en najbolj uspešnih in delovnih kamnosekov v tistem času, mimogrede bil je tudi tast, mislim, da se reče tast, Francesca Robe, torej hči Luke Misleja je bila z Robo poročena. No in potem pa še tretji mejnik je pa tole, je pa 1895 veliki ljubljanski potres z magnitudo 6,1 in intenziteto 8 do 9 stopnje, torej rušilen potres, ki je uničil 11% stavb, tudi približno 40% je bilo resno poškodovanih in takrat se je začela obnova in v glavnem z uporabo naravnega kamna precej tega. Obnovo so večinoma prevzeli avstrijski in češki arhitekti, ampak po načrtu Maxa Fabianija, ko so nastali veliko ulic in zgradb v secesijskem slogu. In tudi zato imamo obeležje v naravnem kamnu v Ljubljani, torej ta steber Svete Trojice pred Uršulinsko cerkvijo iz lepega rožnatega hotavljskega apnenca. Spet vidite izdelan v delavnici Luka Misleja, torej original, tukaj gre za repliko, ker je bil original ob tem potresu poškodovan. No in tukaj je zapis na vzhodni strani tega spomenika. Jaz sem to, ker se težko bere, sem tukaj prepisal, kaj piše na tej tabli. Torej, omenjen je potres in popravljanje pozneje. Zdaj, kaj je majčkeno manj znano, je pa še en pomemben človek sodeloval pri tem, oziroma njegovo gradbeno podjetje, da je to bil Gustav Tönnies, to je bil švedskega porekla industrialec, ki se je tukaj poročil v Sloveniji in je bil res eden najbolj uspešnih. Bil je izučen sicer najprej za tesarja, ampak je kasneje se ukvarjal z gradbinstvom, z
železnicami, vse sorte inovacij je tudi prinesel. Vidite, da je on sam je umrl pred potresom, ampak njegova sinova, eden od njih je bil tudi Gustav, so prevzeli to njegovo podjetje in začeli tudi obnavljati večino poškodovanih zgradb po tem potresu je izdelalo to njihovo podjetje. In tukaj vidite, da je za oskrbo z gradbenimi materiali je že prej oče Gustav pridobil tudi nekaj od kamnolomov v Nabrežini, se pravi tega nabrežinskega apnenca, tudi Repentabru, Momjanu, pa ustanovil je pekarno v Kosezah, se pravi v ljubljanskih Kosezah. In zdaj vidite, zelo impresiven zemljevid, katere vse stavbe je obnavljalo podjetje Gustava Tenisa in v večini teh stavb so vsaj v glavnem stopnišča, ograje, pa neki pročelji ali pa podzidke so iz naravnega kamna. No pa še zadnji mejnik, lahko rečemo, je pa Plečnikova vrnitev v Ljubljano leta 1921, naš najpomembnejši arhitekt in urbanist v Ljubljani, predvsem med vojnama, je bil zelo velik ljubitelj naravnega kamna in lahko rečemo, da je kar nekaj spomenikov postavil naravne kamne, kot recimo Narodna univerzitetna knjižnica je, lahko rečemo, spomenik Podpeškemu apnencu, tako rekoč je res nekaj čudovitega, enako ustavno sodišče in pa zavarovalnica Triglav nasproti železniške postaje. Kar je zanimivo, da je imel Plečnik že takrat ta pristop, ki je danes toliko poudarjen v vseh projektih, danes nastopajo te skoraj floskule, kot sonaravna uporaba zero waste. Se pravi, on je vse ostanke kamna ali pa izdelke iz kamna je uporabil pri obnovah, rekonstrukcijah. Tako da je bil tako rekoč velik del njegovih kamnolomov, narekovajo, so bili ostanki prej podrtih zgradb ali pa objektov. No, to je iz Plečnikove hiše, je ta napis, arhitektura se pričenja in konča s kamnom in tudi, da fasada brez dekorja pa je kot človek, ki se nikdar ne zasmeji, je menda rekel. In danes jaz imam s tem kar težave, ker mi današnja arhitektura iz betona in stekla ni všeč in to dojemam nekako takole. Ali pa imamo veliko kitajskih in indijskih nasmehov, vidnih v teh novejših stavbah. No, zdaj grem pa v tistem, se mi zdi najbolj zanimiv del tega predavanja v neki zgodb, ki jih pripovedujejo naravni kamni. Ker ravno to je ta način, kako jaz to osnovnošolcem, srednjošolcem predstavljam, zato, ker njih ne zanima te imena teh kamnin, kot sem vam našteval prej. Tudi sami fosili, zdaj, če jih ne postavite v nek kontekst, niso kaj zelo zanimivi. Tudi nihče se tega ne zapomne, če poveste samo ime. Tako da, recimo, začnem s primerom tega vodnjaka, arhitekta Borisa Kubeta v parku Zvezda, se pravi tamle čez. Ta kamen je iz Podpeškega apnenca, za tiste, ki ne veste, Podpeč je na južnem obrobju Ljubljanskega barja in tam je deloval velik kamnolom, kot sem rekel, začeli so ga iz njega kamen pridobivati Rimljani, potem je en čas ta kamnolom miroval, ni bil kaj dosti uporabljen, potem pa spet pozneje, še lepo renesančni dobi, v renesanci imamo samo v Ljubljani ohranjenih samo nekaj oltarjev, ki so dokazano iz Podpeškega apnenca, pa ta skleda originalnega robovega vodnaka, je tudi iz Podpeškega kamna. Potem je pa, kljub temu, da je ta kamen izredno lep, so ga večji del, kar en lep čas po vojni uporabljali za žganje v apno, tako da je šel neprepoznavne oblike.
No, zdaj, to je ta vodnjak, se ga verjetno vsi poznate, saj Ljubljančani pa prav gotovo, iz tega pitnika sestavljen pa iz tega vodnjaka. In kaj zdaj to pomeni branje kamnin? Zdaj, to je spet nekaj, kar geologi mnogokrat rečemo, ali pa to je spet ena taka zelo skoraj uporabljena klišejska fraza, da geologi berejo kamnine. Zdaj, jaz hočem to nekim srednješolcem, osnovnošolcem pokazati, kako to deluje. Pa dajmo pogledati. Namreč, kar sem prepričan, da je mnogokrat najpomembnejše opazovanje in pa povezovanje s tem, kaj danes vidimo v različnih okoljih. In že brez neke geološke izobrazbe se da marsikaj ugotoviti. In recimo, če je kamnina zelo drobno zrnata, mi geologi rečemo temu, da je mikritna, se pravi, da zrn s prostim očesom sploh ne vidite, pomeni, da se je odložila v zelo mernem okolju. Zakaj? Ker če je energija nekega transporta, neke vode ali pa morja prevelika, vse te zelo drobne zrna odplakne, in zato imamo v rečnih koritih v sredini imamo v glavnem prozove, v tistem mirnejših delih pa potem tudi to mulj pa bolj drobne. Se pravi, je pogoj za to, da je kamnina drobno zrnata, je mirno okolje odlaganja. Drugo je potem temna barva, ki je ponavadi pogojena z zaprtim, slabo prezračenimi okolji. Namreč apnenci, ki nastajajo v takih okoljih, kjer je manj prezračen s kisikom, so ponavadi temnejše barve, že zato, ker tudi velikrat vsebujejo več organske snovi, ki to barvo dajejo. In veste, da apnenci, ki pa nastajajo na recimo koralnih grebenih nekdanjih, so pa ponavadi svetli, bolj masivni. Tako da to že dve stvari, ki jih lahko preberemo. Naslednja je potem, če gremo opazovati fosile v tem vodnjaku, opazimo najprej tele bele lise, in to so fosilne školjke, ki jih imenujemo litiotide, približno takole so izgledali, ker jaz rečem za laike najlažje se predstavljati približno vzporedne neke stare leščurje, približno tako so bili videti, več vrst je teh litiotidnih školjk, to je cela skupina, in to črno so preseki teh školjk, ki so potem ohranjeni v kamnu. No in če pogledamo, tudi pa še več je polžev noter v tem vodnjaku, v tisti plošči, tukaj vidite tudi enega, prav težko, jaz sem se malo matral s kontrastom tega, da bi se boljš videl, ampak je apnenc je siv, polži so sivi, tako da je to težko dobiti. No, ampak, če primerjate, kjer danes živijo leščurji in danes živijo taki polži, je to neko plitvo morsko okolje. Gremo naprej. Te litiotidne školjke nam povejo še nekaj, lahko preberemo. Litiotidne školjke so tudi, imenujemo to vodilni fosili, to pomeni neka skupina organizmov, ki je v geološki zgodovini živela zelo kratek čas in nam zato je zelo dober indikator relativnega časa geološkega. Tako da litiotidne školjke so živele samo v obdobju zgodne jure, med Sinemurijem in Zbahijem, to sem zato napisal, da boste videli, koliko natančno lahko to umestimo, se pravi na približno 15 milijonov let, kar je v geologiji že zelo dobra resolucija. No in imamo še nekaj v tem vodnjaku, če ga podrobneje gledamo. Imamo onkoide. Onkoide po laično lahko rečemo, da so to eni taki kepasti skupki, ki jih tvorijo prevleke modrozelenih cepljivk, cianobakterij. No in ker so modrozelene cepljivke autotrofni organizmi, se pravi, da so vezani na fotično cono. No in s tem smo zdaj že prišli nekako v to, da lahko opišemo okolje, kjer je ta kamen nastajal, se pravi, če smo rekli neka merno slabo prezračeno okolje, plitvo, je to neke vrste laguna, je to bila z majhnimi grebenčki, ki so jih včasih tvorile tam nakopičenja litiotidnih školjk, kot ste videli na eni od rekonstrukcij. Ampak gremo še naprej.
Jaz učence potem vprašam, kaj se jim zdi, se da ugotoviti, ali je ta kamnita plošča pravilno obrnjena. Zdaj, kaj to pomeni pravilno obrnjena? Ne? Se pravi, kaj je bilo zgoraj, ko je ta apnenec nastajal? Se vam zdi, da se to da ugotoviti, če najdete samo ploščo na vodnjaku? Zdaj, hint je v temle, ne? Tukaj je tale majčken fosilček, ki če ga povečamo, zgleda takole. Gre za ramenonožca. To je ena skupina, ki jo zelo velikrat primerjajo malo s školjkami, samo zaradi tega, ker so imeli tudi, ker imajo ramenonožci tudi dve lupini. Ne vam povem nekaj, kar je mene zelo presenetno. Moja partnerka je biologinja, pa kar med boljšimi študenti je bila, da je celo vaje vodi zoologije in ni slišala za ramenonožca. Jaz ne vem, kaj delajo na biologiji, ampak kljub temu, da to ramenonožci celo niso samo fosilna skupina, ampak mnoge vrste živijo še danes, mnoge skupine. Res pa je, da so se preselili v bolj globoke vode, tako da mogoče zato. Se pravi, simetrija teh lupin je bila precej drugačna, ne? Zdaj, tle se ne bom zapletal s podrobnostmi, tudi notranja zgradba, se pravi, te ramenonožci so čisto neka druga skupina kot školjke, so pa podobne v tem, da imajo dve lupini. In ponavadi večina je bila s takimi pecli pritrjena na neko trdno podlago. In zdaj, kaj nam ta pove? Zelo hitro opazite, da je polovica te zapolnitve, te lupine, da je temna, polovica pa svetla. Zdaj, če vam povem, če pogledate pozorno, ta zgornja temna zapolnitev je popolnoma enaka kot to okoliško, se pravi, da gre za nek karbonaten mulj, tisto, v kar je bil ta ramenonožec tudi potopljen. Se pravi, če se je ta ramenonožec, ta primer odmrl, se je usedel tako na morsko dno, kot ena šalčka zapolnjena, in to spodnjo lupino je potem zapolnil karbonaten mulj, zgornji del je ostal prazen, in v ta prazen prostor so počasi kristalili večji, čisti kalcitni kristalčki, in to je pa to belo. No in zdaj, po tem moje razlagi, lahko ugotovite, da je ta plošča obrnjena narobe. Zato, ker je ta del, ki je nezapolnjen, je po vsej logiki moral biti zgoraj, da je ostal ta del lupine prazen. Zdaj, ponavadi en sam primer ni dovolj za to, da lahko temu rečemo, da je to zares absoluten dokaz. Velikrat najdemo v drugih lupinah podobne zapolnitve, v polžih recimo, ali pa če je teh ramenonožcev več. No in te geologi to strokovno imenujemo geopetalna tekstura ali pa tudi bolj poljudno biološka vodna tehnica. To nam namreč pove nekako ravnino gladine morske vode v času odlaganja tega. Zakaj je to sploh pomembno, pa sploh v Sloveniji? Zato, ker Slovenija je tektonsko precej razrukana in mnogokrat najdete plasti, ki so vertikalne, ki so navpične. In zdaj ne veste, katera stran je mlajša in katera stran, se pravi, ali so bile prevrnjene tako, ali so bile prevrnjene tako. In to je kar zelo pomemben indikator pri geološkem kartiranju tega, kaj je zgoraj in kaj je spodaj. Še zmeraj ni konc te zgodbe tega vodnjaka. Namreč not vidite še nekaj, kot neki šivi, tako, vidite to rumenkasto, gre za nekaj, kar geologi imenujejo stilolitni šivi in ti nastanejo potem, ko je kamnina že nekako strjena v apnenci ali pa vsaj delno strjena, pa pogoj za to je drobno zrnata kamnina, taki stiloliti nikdar ne nastanejo v zelo debelo zrnatih, malo večja zrna, ampak drobno zrnatih in zaradi tega pritiska, ali so to neke mlajše plasti, ki se gor nalagajo, ali pa so to tektonski pritiski, prihaja do delnega nataljevanja in izločanja tistega netopnega materijala po teh žilicah. Lahko so to zelo tanke žilice ali pa tudi debelejše, že tukaj ste videli eno spodaj. Tako da je šlo za neko kompresijo, za neko stiskanje in s tem tudi manjšanje debeline, prvotne debeline plasti ali pa celega zaporedja plasti. Zdaj, recimo še en tak primer, ki ga predstavljam,
učencem je recimo Prešernov spomenik, se pravi, lahko ga pojmujemo kot spomenik našemu največjemu pesniku. Če pa pogledamo, kako je zgrajena, je pa zgornji del je iz rožnatega bavenskega granita, zdaj porekla prav kamnoloma izvornega za ta kamen ne poznamo, verjetno nekje v severni Italiji, južni Avstriji. Potem spodnji del je pa temna zelenkast jablaniški gabro, se pravi iz doline Neretve, iz Bosne. No in zdaj ta dva kamna, granit in gabro, če pogledate, verjetno večina vas ve, da je zemljina skorja, da ločimo dve kar precej različni vrsti zemljine skorje, oceansko in celinsko ali pa kontinentalno, ki sta si različna po debelini, po gostoti, tako naprej. In vidite, da je oceanska skorja v glavnem sestavljena iz gabra, večji del celinska pa iz granita. In kaj lahko rečemo, da je lahko naravoslovci ta spomenik imenuje tudi spomenik zemljini skorji. Pa še tako v nekak pravilnem odnosu sta ti dve kamnini v tem, zato ker je vedno oceanska skorja največ primerih tone pod celinsko skorjo. Tako da na tem se tudi da kar nekaj povedati učencem tudi v geologiji, ne samo v kamnu. Zdaj zgodbe, ki jih pripoveduje kamen, lahko pa razširimo še na nekaj, namreč jaz pravim, da je naravni kamen najbolj pristna vez med geologijo, pa umetnostno zgodovino, arhitekturo, se pravi med naravno dediščino in kulturno dediščino. In lahko rečemo, da skozi te portale naravnega kamna, ki so ponavadi krasili hiše nekih veljakov, bolj pomembnih ali pa bogatejših ljudi, vstopamo tako rekoč v zgodbe teh ljudi. In če pogledamo ta portal na Dvornem trgu, čist tukaj zraven je iz peračiškega tufa, to je ta zelena, taka pastelno-zelena kamnina. Tudi to sem rekel, so pridobivali že Rimljani v dolini Peračice. Najprej zanimivo, da gre za negeologe, za strjen vulkanski pepel, to je kamnina, ki ima material vulkanskega izvora. Taka lepa, predvsem arhitektura na Gorenjskem je zelo zaznamovana s tem kamnom, vidite vse okenske okvirje, portale iz tega pastelnega kamna, Radovljica, Kropa, mnoge kraji na Gorenjskem. No, to je tukaj, ta portal. In s čigavo zgodbo lahko to hišo in ta portal povežemo? Z gospodom Ferdinandom Schmidtom, to je bil sicer rojen na Madžarskem, ampak piše v njegovi biografiji, da je to avstrijski trgovec in prirodoslovec. Ukvarjal se je z entomologijo in marakologijo, se pravi s poročevanjem žuželk in pa lupin in hišic, polžev in školjk. In po čem je najbolj znan, da je on avtor opisa hrošča drobnovratnika, ali tudi v Schoenvarti, torej prve znanstveno opisane jamske živali leta 1832 in s tem ga nekateri imenujejo tudi začetnika speleobiologije. Zdaj, meni nikdar ni bil čist jasen ta odnos med prvim opisom jamske živali, hroščem drobnovratnikom in pa Proteusom, ker Proteus je bil opisan že 70 let prej, ampak v razlagi piše, da Proteus ni bil takrat pojmovan kot izključno jamska žival, da je to razlog, da se ta drobnovratnik imenuje za prvo opisano jamsko žival. Kar je še pomembno, leto pred smrtjo je Ljubljanski real, ki podaril entomološko zbirko z več kot 16.000 primerki, ker je bil ena od ustanovnih zbirk, ki so v našem prirodoslovnem muzeju, ena od prvih velikih zbirk. Zdaj v njegovi zapuščini ostane tudi zbirka Konhili, se pravi hišic, polžev in školjk, z več kot 20.000 primerkih, med njimi tudi 200 primerki polžev iz slovenskih jam in to zbirko pa menda odkupi
Narodni zoološki muzej v Zagrebu. Gremo drugo stavbo, ki ima po mojem mnenju eno najbolj pisanih ali pa najbolj zanimivih fasad, to je tole na Salendrovi ulici, to je tista ulica, ki gre od Križank proti Ljubljanci dol, če kdo ne ve, kratka ulica, z eno tako visoko hišo, kjer je tudi spominska plošča. V tej fasadi lahko naštejete kar nekaj različnih vrst kamna, od gliniškega, podpeškega apnenca, peračiškega, tufa, moravski piščenjak, lehnjak in pa nekaj glinovci so tudi vmes. Tako da zelo pestra fasada. In s kom je ta povezana? Ta hiša s Francem Antonom Standardom. Za geologe zelo pomemben, pa ne samo za geologe, za geografe pomemben raziskovalec. Namreč on se je iz Cerknice preselil sem leta 1720, bil je znan kot kartograf, zemljemerec, politehnik, rudar in slikar. In med leti 1712 in 1724 je bil cesarsko-kraljevi komisar za rudnike, gozdove in ceste. Zelo veliko se je ukvarjal s tem, z izboljšanjem cestnih povezav, kratkih cestnih povezav. In leta 1724 je bil pa imenovan za cesarskega upravitelja idrijskega rudnika in tam ustanovil tudi prvo tehnično in zemljemersko šolo v Sloveniji. Tako da kar velik prispev. Znanje pa tudi potem, da je potem, ko je šel že v penzijo in živel v Ljubljani, se pravi se preselil iz Cerknice v Ljubljano, je še naprej raziskoval zelo temeljito in podrobno raziskoval Cerkniško jezero in objavil 70 let po Valvazorjevem opisu eno veliko monografsko delo, ki nosi tale naslov, temeljno poročilo na Notranjskem ležečem Cerkniškem jezeru. Tako da pomemben človek, ki ga tudi lahko predstavimo skozi naravni kamen. Pa še mogoče zadnja, Rožna ulica 5, to je za Šentjakobsko cerkvijo. Ima zelo lep portal in pa tako majhno stopnico, to je takole majčken stopnico iz gliniškega apnenca, to je apnenc, ki so ga pridobivali v kamnolomu na severozahodnem obrobju Ljubljane, to je tam, kjer je končna postaja Petke, še danes je ta kamnolom viden, sam je danes noter, mislim, da asfaltna baza ali separacija, nekaj tasga. No in tam je en tak lep, zelo drobno zrnat julijski apnenc, spodne julijski apnenc, ki ima v nekaterih horizontih lepe paleokraške zapolnitve. Geologi tako teksturo imenujemo tudi kokardno, ker so podobne te kokarde tistim značkam, ki jih dobite, če vas Zmagan ali Pasji razkavi, recimo, vem, da delijo kokarde. No, zakaj gre tukaj? Tudi skozi to se da učencem povedati, da kras ne nastaja samo danes, kamnine se ne raztapljajo samo danes, ampak so se kadarkoli v geološki zgodovini apnenc ali pa neka karbonatna kamnina pogledala iz nadvodne gladine, kjer je v morju nastajala, ko je prišlo do ukopnitve, je vedno prišlo do zakrasevanja. In tudi ta julijski apnenc je zakraseval na način, da so bile te kraški žepi, lukne, zapolnjene z, lahko rečemo, paleosigo. In to je tukaj ohranjeno. No, že tukaj vidite veliko spominsko tablo, bilo je s tem povezano. V tej hiši je živel France Prešeren in v njej napisal gazele, sonete, nesreče in sonetni venec. Tako da lahko predstavimo tukaj. Jaz sem s tem zaključil, ker sem imel tudi o tem že predavanje v Prirodoslovnem muzeju, ker sem povezal tem hiše, v katerih so pomembni razsvetljence. Še eno pa imam, da kamen prepoveduje tudi še nekaj drugačne zgodbe lahko. To je gostilna pri Kolovgradu, na Ciril Metodovem trgu, se to gotovo veste, kje je. Menda je ena prvih gostiln v Ljubljani in ima lep podzidek iz škofjeloškega konglomerata. Zdaj, ta gostilna je najbolj znana po tem, da so se tukaj zbirali penati, se pravi kulturniki, vsi pomembni od Otona Župančiča. V sobotah je sem hodil tudi Jože Plečnik, menda, tako da
ena cela skupina pomembnežev, ampak kar je v tem kamnu ohranjanje pa tole. Namreč septembra leta 1908 so bile v Ljubljani protinemške demonstracije, ki so bile izvane z demonstracijami najprej na Ptuju, ker so tam ta nemški živelj in nemški del vlade je nekako preganjal v slovenski jezik in iz šol in tako naprej in je prišlo do velikih demonstracij najprej na Ptuju, pa so se prenesle v Ljubljana. In Nemci so tukaj streljali na Slovence in na Pogačarjevem trgu je padel tiskar, takrat Rudolf Lunder, mislim, da je bil 24 let samo, medtem ko so 6 krogelj pa je šlo v ta podzidek in to so menda po zgodovinskih pričevanjih ostanki lukne teh krogelj, ki so pa 6 jih je menda končala tukaj, 7 pa je zadela gimnazica, takrat je bil je obiskoval gimnazijo, ki je danes Poljanska gimnazija, Ivan Adamič. In potem po teh dveh padlih v tem septembrskih dogodkih se imenuje tudi Adamič Ludrovo nabrežje. Tako da kamen ohranja tudi take zgodbe. Zdaj, čisto za zaključek, pa samo še en tak povzetek tega izobraževalnega potenciala, kot sem rekel, urbane geološke dediščine naravnega kamna, ki jaz vidim največje prednosti. To, kot sem danes govoril, ta storytelling ali pa pripovedovanje zgodbic, se pravi neko povezovanje znanih dejstev z manj znanimi, ker je to danes menda zelo priljubljena metoda ali pa zelo uspešna metoda poučevanja. Gre za neko povezovanje tematik in kjer lahko geološke vsebine povezujete v neke bolj smiselne celote, ker to je problem našega osnovnega in srednje gimnazijskega izobraževanja, ravno to, da tam podajajo sicer neke geološke vsebine, ampak jaz mislim, da nobeden kaj dosti nima od tega, ker je bolj učenje na pamet in zelo malo neke logike. Potem spozna najbolj značilne kamnine svoje okolice, sploh Ljubljana, lahko rečemo, je center, če pogledate geološko karto, zelo, zelo pestre države in zaradi tega tudi velika pestrost domačih naravnih kamnov. Potem, kar je še ena velika prednost pred muzejskimi zbirkami, je to, da gre za veliko zbrušene površine teh kamnin, ker tam v zbirkah ponavadi dobite kamen, ki je hand sample, ne rečemo, se pravi vzorec veliko za v roke prijet, medtem, ker tukaj pa vidite cele te površine lepo zbrušene, se pravi veliko več. Kar je še velika prednost, zelo enostavna, pa poceni izvedba, pa zelo lahko se jo prilagaja obiskovalcem ali pa ki jih vodite, pa predvsem domače okolje, s katerim se potem nekaj ti pokažeš učencem in potem to skoro vsakoga, ko gre mimo, se lahko spomni na to. To je tudi učink pri udeležencih, se mi zdi prenos informacije, se pravi, nekdo mu nekaj pokažeš, pa bo potem pokazal naslednjemu, ko bo šel mimo v šolski skupini. To sem že povedal, povezovanje vsebin. Predvsem pa tudi dvig zavesti v kulturni in naravni dediščini, kar se mi zdi kar precej pomembno, že to se mi zdi sama uporaba naravnega kamna danes kaže na to, da je vsaj ta del zelo zanemarjen. Ampak še bolj pa tole, tukaj imam nekaj primer, ko recimo pisanje grafitov po naravnem kamnu, jaz tem učencem zmeraj prepovedujem, če že morate, pišite po prebarvanih fasadah, ki je zelo lahko to obnoviti iz kamna, pa to zelo težko spraviti, ne, da bi bilo to vidno. In potem uporaba pač kitajskih, indijskih in tujih kamnov, s tem imajo težave cela Evropa. Ampak če hujše pa recimo videti nekaj tazga, to je Vodnikov hram, se pravi pri glavni ljubljanski tržnici, on je imel čudovitih 7 portalov iz gliniškega kamna in vidite tukaj tablica, da je to celo kulturni spomenik, se pravi zavarovan kot kulturna dediščina, ampak ko so to prenavljali, so te portale enostavno prebarvali. Za konec vas povabim še na tole razstavo,
Jaz jo še nisem videl, čeprav sem soavtor tega razstavo v mestnem muzeju, ki je bila, kot sem že prej omenil, ob priložnosti tega kongresa Asmozije narejena in tam je zelo lepo predstavljeni kamen od rimske Emone do baročne Ljubljane. In razstava bo še do marca, do konca marca naslednjega leta odprta, tako da če koga zanima, to. Hvala lepa.